Slovenija je življenjsko odvisna od izvoza, storitev in pa blaga proizvodov. In tak paviljon, tako srečanje, Expo kot tak, je seveda izredno velika in pomembna investicija za prihodnost slovenskega gospodarstva, s tem tudi prihodnost Slovenije kot take. Verjetno se zaenkrat še premalo zavedamo, da je to tržišče Arabskih Emiratov ne samo tržišče samo zase pomembno, ampak je še toliko bolj pomembno kot neko izhodišče za velik del Azije, precejšen del Afrike. Poleg tega se tukaj v Emiratih pravzaprav nahaja celotna svetovna gospodarska srenja in možnosti povezav, navezav, sodelovanja, govora in kasneje tudi nekih konkretnih naložb je ogromno, vkolikor bi bili močneje prisotni. Letalska povezava, ki je zdaj postavljena med Ljubljano in Dubajem 3-krat na teden, je prav tako zelo pomembna stvar v tej smeri, da bi prepoznavnosti in pa seveda priložnosti, ki obstajajo, bile bolje izkoriščene. Tako da ta Expo, ta paviljon, ki je naletel na izredno odobravanje in navdušenje vsega občinstva in obiskovalcev, in upam samo, da bo postal bodoče, kot je minister najavil, tudi hiša slovenskega gospodarstva in pa tudi naših ljudi skupnosti tukaj. To vse skupaj pripomore k temu, da priložnosti so. Seveda, to je samo nekaj, kar je dano, od nas pa je odvisno, koliko jih bomo z nami izkoristili. To sodelovanje je izredno dobro. Samo v začetnih 2 mesecih so organizirali skupaj za našo zbornico in za našimi podjetji več kot 70 pomembnih bilateralnih srečanj in sestankov. Oni imajo 260 tisoč članov. To je ena najmočnejših inštitucij združenj gospodarstva v celotni regiji, širše gledano, azijski regiji, in seveda njihov potencial, njihova pomoč tukaj, njihovi kontakti, ki jih imajo, pa seveda vsa tudi dobra in prijateljska volja, ki je bila izražena na srečanju včeraj s predsednikom njihove zbornice, so garant temu, da tukaj je velika pomoč prisotna. Seveda ljudje na zbornici, eksperti poznajo že del slovenskega gospodarstva, širše gospodarstvo pa prav gotovo ne. Zato pa je to nekaj, kar doživljamo na tem Expo in pa seveda tudi to sodelovanje z njihovo zbornico, nekaj, kar bo pripomoglo k temu, da nas bojo bolje spoznali. Mi smo, hočeš nočeš, moramo priznati, da nismo prepoznavni v svetu. Z vsem spoštovanjem do nekih velikih dosežkov posameznih podjetij ali pa posameznikov v Sloveniji je splošna prepoznavnost še vedno relativno šibka. In mi, kot sem že uvodoma povedal, mi moramo izvažati. Mi smo obsojeni na to, da smo učinkoviti, da smo izvozno naravnani in močni in seveda to upam, da vse pripomore k temu.